Časni, po, zdrav! V dosedanjih borbenih dejstvih je nasprotnik dosegel linijo Varaždin, Krapina, Samobor, Jastrebarsko, Karlovac, Vrbsko, Delnice, Reka, kjer je bil zaradi uporne obrambe naših sil zaustavljen. Poslušali smo insert iz povelja poveljnika drugega pokrajinskega štaba teritorialne obrambe za bojno delovanje vaje Premik 91. Čas beži, spomin bledi, a prijateljstvo ostaja zavedno. 25 let vašega, našega prijateljstva, trdne odločnosti, požrtvovalnosti in volje je potrebno, da ste se letos zopet srečali in ponovno pokazali, da so razdalje premagljive. Vez, ki vas druži, pa močna, saj je stkana v posebnem času in temelji na slogi, skupnem cilju in prijateljstvu. Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, udeleženci vaje Premik 91, dobitniki spominskega znaka Premik 91, poslanci Državnega zbora, župani, predstavniki lokalne skupnosti, visoki gostje, dobrodošli na današnji slovesnosti, ki je posvečena praznovanju 25. obletnice vaje Premik 91. Načelnika Generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja dr. Andreja Ostermana, ob tej priložnosti prosim za nagovor. General, izvolite. Spoštovani, lepo vas pozdravljam na današnjem zaznamovanju 25. obletnice mobilizacijsko-taktične vaje Premik, ki se spominjamo za vajo Slovenske vojske in zaključno slovesnostjo tukaj v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu. Prav tako vas pozdravljam tudi v imenu ministrice za obrambo, gospe Andreje Katič. Posebej želim pozdraviti takratnega načelnika Republike štaba teritorialne obrambe, generalmajorja Janeza Slaparja. Polkovnika Srečka Lisjaka, takratnega poveljnika Severno-primorskega štaba teritorialne obrambe. In generalpolkovnika Albina Gutmana, takratnega poveljnika Dolenjskega štaba teritorialne obrambe, ter vse, ki ste leta 1991 sodelovali na vaji Premik, ki je bila ena izmed temeljnih dejanj v okviru priprav na slovensko osamosvojitev. Prav tako bi posebej želel pozdraviti še predsednika odbora za obrambo Žana Mahniča, poslanca Marka Feluga in gospoda Ivana Omena, ki se je kljub visoki starosti udeležil današnje slovesnosti. Lepo pozdravljeni tudi vsi pripadniki in pripadnice Slovenske vojske ter ostali gostje. Premik je pravzaprav zelo pomembna stvar. Pomeni gibanje naprej, kamor po mojem mnenju zmeraj vodi najboljša pot do napredka. Naprej, navzgor, gibati se, rasti in vztrajati. Danes smo zbrani, da se pravzaprav spomnimo vsega tega, odločnosti, ki je veljala takrat in velja še danes, da zmoremo biti močnejši od zunanje usode in vsak posebej spremljati ovire v stopnice do napredka.
Ko se je pripravljala mobilizacijska taktična vaja Premik 1991, smo pripadniki takratne teritorialne obrambe dali jasno vedeti, da ima Slovenija svojo vojsko, ki je ne samo pripravljena, ampak tudi odločna braniti svojo domovino. Kljub delni razorožitvi teritorialne obrambe, kljub pomanjkljivi opremi, srce kot izraz domoljubja je bilo na pravem mestu in tako ostaja tudi danes. Slovenska vojska je sledila gibanju času, se premikala in razvijala. Organizatorji vaje so nam pripravili prikaz zmogljivosti, s katerimi smo začenjali teritorialci pred 25 leti, ter oborožitve in opreme, s katero slovenski vojaki upravljamo danes. Tako kot primikači takrat, se tudi mi želimo več in boljše opreme, še posebej v luči spremenjenih varnostnih razmer, v katerih živimo. Kljub vsemu, slovenska vojska po 25 letih delovanja v samostojni Sloveniji poskuša slediti trendom sodobnih vojska. Tako doma kot v tujini slovenski vojaki velja za zanesljivega, sposobnega partnerja, pa naj bo to na vajah, kot so nujne za našo pripravnost na mednarodnih operacijah ali pa ko našo pomoč potrebujejo Slovenke in Slovenci v sistemu zaščite in reševanja. Mi smo še vedno tu, za vami, za vsemi, kar premoremo in tudi znamo. Vaja Premik 91 je bila prva vaja, v kateri so sodelovali pripadniki dveh pokrajinskih štabov, severnoprimorskega in dolenjskega. Zato sta bila sposobnost sodelovanja in usklajevanja delovanja nujni. Takoj lahko najdemo nekaj vzporednic za našo slovensko vojsko, našimi nalogami in tudi poslanstvom. Število naših raznolikih sodelavcev in partnerjev, tako znotraj zavezništva kot tudi izven, je veliko, izzive pa poleg velikega števila predstavljajo tudi različni jeziki in tudi navade. Zato smo bili primorani sposobnost sodelovanja nadgraditi s strpnostjo, razumevanjem in diplomatsko sposobnostjo dialoga. Obenem je bil Premik prva vaja, ki je potekala na večjih razdaljah, od severne Primorske do Dolenjske. No, na območju delovanja slovenskega vojaka je danes praktično ves svet, saj delujemo v Afganistanu, Bosni in Hercegovini, Kosovu, Libanonu in drugod. Pred nekaj dnevi se je z misije EU NAVFOR Mediteran Sofija vrnila večina prvega slovenskega kontingenta ladja Triglav, katerega posadka je v 5 mesecih delovanja med drugim rešila preko 1000 življenj oziroma ljudi. In kjerkoli izven Slovenije smo do sedaj delovali, domov smo se vračali ponosno, dvignjenih glav, saj so naše poslanstvo vedno in povsod opravili profesionalno. Predvsem pa smo se radi vračali domov, kajti Slovenija je naš dom in naša domovina, zmeraj in povsod. Hvala. General, hvala tudi vam. Z vsemi silami nenehno izvajati kontrolo terena s ciljem odkrivanja izvidniških diverzantskih skupin, predvsem pa izvidniških skupin iz 11. korpusa. Vse odkrite skupine po možnosti blokirati in uničiti. Nenehno varovati organe oblasti in objekte pomembne za logistično oskrbo in vojno proizvodnjo. V boju z nasprotnikom izvajati predvsem zasedno in napadno delovanje, diverzantske oblike delovanja ter ognjene udare. S pravilno izbiro oblike in ciljev delovanja preprečiti uničenje in razbitje svojih enot. Danes smo na dinamični predstavitvi taktične vaje Skok 2016 lahko videli, kako slovenska vojska danes deluje v različnih bojnih situacijah. Na vaji so sodelovali pripadniki 72. brigade, Združenega operativnega centra, 15. polka vojaškega letalstva, Centra za združeno delovanje in enote za specialno delovanje. Na oder pa vabim današnjega slavnostnega govornika, takratnega načelnika Republiškega štaba teritorialne obrambe, generalmajorja Janeza Slaparja. General, prosim. Spoštovani načelnik,
predsednik odbora za obrambo, poslanci, državni sekretar, gospe in gospodje, vsem lep pozdrav. V naši sredi bi zelo rad pozdravil gospoda Omana, takratnega člana predsedstva in zastopnika vrhovnega poveljnika, ki si je ogledal vajo Premik 91. In seveda pozdrav velja tudi poveljnikoma Dolenjske in Severno-Primorske pokrajine, generalu Gutmanu in brigadirju Beltramu. Spoštovane teritorialke in teritorialci, gospe in gospodje. Načelniku generalštaba Slovenske vojske, generalu Ostermanu in Slovenski vojski gre iskrena zahvala, da danes skupaj po končani vaji Skok 2016, ki so jo izvedle odzivne sile Slovenske vojske in pred nekaj trenutki tudi končale, obeležimo tudi vajo Premik 91. Danes končana vaja je preverjala mobilnost odzivnih sil Slovenske vojske. Vaja Premik 91 pa je bila namenjena pripravam na zavarovanje osamosvojitve Slovenije. Teritorialcem Primorske in Dolenjske iskrena hvala za ohranjanje lepega običaja vsakoletnega druženja in obeleževanja vaje. Vaja, ki je bila izvedena pred 25 leti, je bila resnično nekaj izjemnega. Spomnimo se obdobja, v katerem je bila vaja načrtovana. Teritorialna obramba je zaradi neprestanih groženj Jugoslovanske ljudske armade, da bo nasilno zasegla naše orožje in prevzela evidence nabornikov, neprekinjeno izvajala ukrepe bojne pripravljenosti. Zaradi groženj nasilnega odvzema smo premeščali orožje v tajna skladišča, usposabljali smo enote za bojne naloge, bojno varovali štabe in poveljstva ter nekatere za obrambo pomembne objekte. To so bile stalne naloge štabov, poveljstev in enot teritorialne obrambe že od konca septembra 1990. Spremenjeni pogoji delovanja s prehodom republiškega štaba v takratni Republiški sekretariat za ljudsko obrambo s statusom organa v sestavi so nam zadali vrsto administrativnih in tudi nepotrebnih drugih nalog, ki so nam jemale veliko časa in tudi energije. Kadrovsko nismo bili popolnjeni. V Republiškem štabu, ki sem ga vodil, je konec leta 1990 poklicno opravljalo častniško dolžnost manj kot 10 rezervnih častnikov. V obdobju po izvedenem plebiscitu, odločanju Slovencev o samostojnosti, smo aktivno sodelovali pri pripravi nove obrambne zakonodaje, ki bi teritorialno obrambo oblikovala kot enotno vojaško organizacijo v nastajajoči slovenski državi. To smo dosegli med drugim tudi s formiranjem območnih štabov za teritorialno obrambo. Pripravljali smo se na začetek usposabljanja nabornikov v teritorialni obrambi. To je bilo tudi obdobje intenzivnih priprav na zavarovanje osamosvojitve. Zavedali smo se, da je nujno štabno usposabljanje na vseh ravneh. V Republiškem štabu in podrejenih štabih smo izvedli štabno vajo Kobra 91. Prvi del vaje, kot štabna vojna vaja, je bil na ravni Republiškega štaba in podrejenih pokrajinskih štabov, izveden 14. in 15. februarja 1991. Drugi, praktični del, kot mobilizacijsko-taktična vaja Premik 91, pa je bil izveden med 22. in 24. marcem 1991. Vajo je vodilo 6 častnikov Republiškega štaba. Sodelovali pa so pokrajinski štabi Severno-Primorske in Dolenjske, 30. razvojna skupina, 1. bataljon 12. brigade teritorialne obrambe, skupaj 392 teritorialcev, 76 opazovalcev in 34 gostov. 92% pripadnikov teritorialne obrambe se je odzvalo na mobilizacijo. 34 vpoklicanih vozil je prepeljalo bataljon iz zahodne meje na vzhodno mejo Slovenije.
Na vaji je sodeloval en helikopter in 3 letala UTVA. Več takrat nismo imeli. Vaja je dokazala, da je bojna pripravljenost teritorialne obrambe v danih pogojih izjemno visoka in da smo presegli ozke teritorialne okvire delovanja le na območju občine oziroma pokrajine, kjer se enote oblikujejo. Sposobnost izvajanja premikov je bila na izkušnjah te vaje preverjena tudi v vojni za samostojnost. Četa iz teritorialne obrambe Gorenjske je bila poslana kot okrepitev na območje Štajerske pokrajine. Načrtovanje in izvedbo vaje, ki je bila medijsko zelo odmevna, smo vložili veliko naporov, znanja in izkušenj. Današnja Slovenska vojska se je razvila iz teritorialne obrambe in prav je, da tako spomin kot izkušnje, ki so prilagojene času in razmeram, vgrajuje v vsakdanje delo. Slovenska vojska je dosegla dokaj visok nivo organiziranosti in usposobljenosti glede na pogoje, v katerih deluje. Slovenska vojska v operacijah za ohranjanje miru po svetu dobiva visoke ocene. V času mojega aktivnega delovanja na področju mirovnih operacij sem v Varnostnem svetu Združenih narodov slišal vrsto pohval glede delovanja Slovenske vojske v Afganistanu, na Kosovu in v Libanonu. Od Slovenske vojske se veliko pričakuje, žal pa se Slovenski vojski zelo malo daje. Težko je razumeti, da je politika šele po več kot 10 letih po vključitvi v Zvezo NATO in Evropsko unijo dosegla načelno soglasje in voljo spremeniti zakon o obrambi, ki bi Slovenski vojski dal primernejše rešitve in okvire ter možnost za dvig kvalitete. Za slednje pa bo nujno zagotoviti tudi več denarja za modernizacijo in vzdrževanje bojne opreme ter tudi za usposabljanje, plače in seveda standard vojakov. Poleg poklicne vojske, ki je večinsko namenjena delovanju v okviru zavezništva in za podporo temu delovanju, Slovenija potrebuje tudi usposobljene sile za zaščito in za varovanje nacionalnega ozemlja. Na to dejstvo nas opozarjajo tudi sedanje razmere. Predhodnica Slovenske vojske, teritorialna obramba, je skupaj z milico in ob podpori prebivalstva leta 1991 v vojni zmagala in Sloveniji zagotovila pogoje in možnost za enakopravno vključitev v skupnost evropskih držav. Vaja Premik 91 je v pripravah na vojno predstavljala mejnik. Bodimo ponosni in še naprej gojimo spomin na dogodke pred 25 leti. Veseli smo, da je Slovenska vojska ta dogodek obeležila z vojaško vajo, na kateri je sodelovalo več kot 200 njenih pripadnikov. Hvala in vse lepo vam želim in hvala Slovenski vojski. Generalmajorju Slaparju se zahvaljujem za slavnostni govor. Civilno-vojaško sodelovanje je pomemben način povezovanja vojske z lokalnim okoljem. To smo vedeli že leta 1991. Za uspešno izvedbo vaje Premik 91 niso bili zaslužni le pripadniki teritorialne obrambe. Trdna opora in odlično sodelovanje je bilo že takrat posledica razumevanja lokalnega okolja, tako na Primorskem kot na Dolenjskem. Mobilizacija je potekala v podružnični osnovni šoli na Vogrskem. Enote pa so bile nastanjene v podružničnih osnovnih šolah Šmarjeta in Škocjan. Načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman, bo zato ob 25. obletnici za njihovo pomoč pri izvedbi mobilizacijsko-taktične vaje Premik 91 v času od 22. do 23. marca leta 1991 podelil zahvale osnovni šoli Šmarjeta,
Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan in gospodu Jožetu Pečniku, nekdanjemu ravnatelju osnovne šole Šmarjeta. Imenovane prosim, da pristopijo, generala Ostermana pa prosim, da podeli zahvale. Prejemnikom zahval čestitamo. Včeraj sta bili na slovesnosti na Vogrskem podeljeni zahvali tudi krajevni skupnosti Vogrsko in osnovni šoli Ivana Roba, podružnični šoli Vogrsko. Prav zato, ker smo sodelovali takrat, smo jih prosili, da tudi danes, po 25 letih, združimo moči in se skupaj spominjamo začetkov naše prelepe države, Republike Slovenije. Včeraj na slovesnosti na Vogrskem so nastopili učenci tamkajšnje podružnične šole. Danes bodo z nami najprej učenci iz Škocjana z mentorico gospo Marinko Cerinšek, potem učenci iz Šmarjete z mentorico gospo Mojco Pacek. Nastopili bodo deklamatorka in klarinetistka Tina Kraljič, deklamatorka Valentina Pirh, recitator Luka Pavlin, flavtistka Loris Macedoni ter harmonikarja Klemen Krnc in Žan Vidmar. Tone Pavček, pesem o Dolenjski. Dolenjska, kraj, kruh majhne domovine, ki je otrok obide bos vse naokrog. Domovina, vas, vasica, zaselek, govorica človeških lic, v kozovcih in sodih pridelek in vračanje ptic. Prostor med temi omeniki vnaprej je določen, dan. Vanj se vrnemo, kakor po bridko veliki izkušnji, z romanja, kakor stojine na svoj poslednji dan. Saj je takrat najbolj živa, kadar se zubi boji. Kajti svoboda je luč, ki ne sveti, kadar je dan, ker nikdar ne more goreti brez sanj. Za uk si prebrisane glave, pa čedne in trdne postave. Iščete sreča, ti je dan, našel jo boš, ak nisi zaspan. Dragi mladi prijatelji, res smo veseli, da ste danes z nami. Z vso to lepoto prebranih besedil in zvokov ste nas spomnili, kako lepa je naša domovina. Izvajate z rednim informiranjem celotne sestave o stanju v Republiki Sloveniji in o stanju na območju fronte. V okviru informiranja poudarjajte vse oblike podpore, ki jo daje svetovna javnost oboroženim silam Republike Slovenije.
končnimi in zadnjimi domoljubno obarvanimi besedami je leta 1991 borce in posredno celoten narod spodbujal general Albin Gutmann, takrat poveljnik 2. pokrajinskega štaba teritorialne obrambe. Da se je lahko zgodil premik vojske in logistike leta 1991, se je najprej moral zgoditi premik v glavah. Danes včasih stopicamo na mestu, včasih nas zanese malo v eno, malo v drugo stran, ne bomo pa skrenili s poti, če bomo šli v smeri, ki so ji sledile prav vse aktivnosti, ki so nas pripeljale do osamosvojitve. Hvala, da ste s svojo prisotnostjo dali pravo težo spominu, ki mu pripada. Hvala vsem govornikom, gostom, nastopajočim. Želimo si, da s seboj ponesete spoštovanje do prelomnih trenutkov v zgodovini Slovencev. Še naprej vam želim lep dan, prijetno druženje.